that's your fault. There's so much you have to do. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you find something going on. But take your time, think a lot, think over everything you got. For you, I'll still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but if then they know not me now, there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bomo spoznali prav zanimivo zgodbo našega tokratnega gosta, ki nas je povabil domov v svoje stanovanje, na svoj dom. To pa je, lahko rečemo, glasbenik, novo pečeni glasbenik Damjan Planer. Damjan, živijo. Zdravo. Mi dva sva se nekako spoznala na dobrodelnem koncertu za nedonošenčke ob koncu leta v Šmarci pri Kamniku. Takrat sem vas jaz kar nekako občudoval. Evo, še nov pevec. Še nov pevec, ja. Kakšne spomine imate na mesec nazaj? To je fantastično, je bilo pač ta dobrodelni koncert kot prvi, je bil taki zunanji, res sem užival, in tam sem tudi spoznal Anjo, ljubezen, ja. Anjo, Pusta Klajevic. Tako, ja. Tega se bomo zagotovo še dotaknila, tudi kakšno besedo rekla o tem dobrodelnem koncertu. Kakšno je bilo vaše otroštvo? V kakšni družini ste se vi rodili? Oče, mama? Mama, oče, ja. Sta bila? Ja, super podpora je bila. Mama je bila sploh mi pomagala in to.
Kako so se začele? Zdaj, ko smo se mi po telefonu pogovarjali, ta vaše stanje, zdaj ne vem, je to invalidnost, je to bolezen, reče se Artrogripoza. Ja. S tem sem se rodil. S tem ste se že rodili? Ja, tako je. Torej, že kot plod, ko otrok raste, se to vidi v trebuhu? Dejansko sem se v trebuhu pač manj premikal. In gleda se v nek tak pač pravijo, no, da v nekem 4. mesecu, ko se razvijajo sklepi, mišice niso bile dovolj aktivne na nek način in se sklepi pač niso do konca razvili. Pa sta to oče in mama vedela že pred porodom? Ne, niso vedeli, ne. Tako da je bil to kar šok, ja. Ko sem se rodil, za mamo tudi za zdravnike, tako da... Je bilo takrat presenečenje to? Zelo veliko presenečenje je bilo. In kako sta to mama in zdaj že upokojeni oče to sprijela? Ste se kaj kdaj pogovarjali o tem? Mislim, je bil nek šok, velik šok, no, za njih, ampak mama je to, oba sta prevzela, no. Mama toliko bolj, ne, je bila kot borka in se je borila za vse, za mene in vse, ne, tako da tudi operacijo sem moral imeti na nogah. Kakšno pa bilo stanje, ko ste se rodili, recimo, telesa? Stanje telesa? Dejansko sem bil čisto pokrčen, no, tako da tudi noge sem imel gor. So me dali, da sem se čisto raztegnil, no, na nek način. Tako da, potem pa sem kar hitro imel operacije, no, na nogah, že mislim, da kot 6-mesečni že prvih 6 mesecev sem dejansko ostal v bolnici, no. A res da? In že tako zgodaj tudi potem operacija. Kaj pa je bilo potrebno operirati? Stopala so bila navzdol ravno. Če tega ne bi operirali, ne bi hodil danes, ne. Tako da sem zelo hvaležen za to, no. Mislim, da je bilo 2-3 operacije potrebne na vsaki nogi. Tako da je bilo to kar naporno za dojenčka. Za dojenčka, ja, ampak verjetno se vi še niste toliko zavedali tega takrat, ne? Verjetno pa boleče tudi za mamo pa očeta, ne? Ki sta to spremljali, ne? Tudi takrat v bolnicah je bilo tako, da niso mogli starši biti zraven, ne? Tako kot je to danes, ne? Tako da je bilo tudi za vas težko potem brez mamice in očeta, ne? Ja, mislim, da kar, no, zelo, ker vseeno starši so starši, ne? Otrok mora biti v tem času za starši skupaj. Zdaj, če se starša takrat ne bi odločila za operacijo, lahko bi se ne odločila, ne? In to pomeni, da potem ne bi vi hodili, ne? Bi bili priklenjeni na nek način na invalidski voziček. Tako da sem zelo hvaležen, da je pač ta operacija zelo pomagala. Koliko časa ste pa potem potrebovali, da ste nekako shodili? Verjetno malce kasneje kot drugi otroci, recimo, ki so se zdravi rodili. Ja, na začetku sem hodil z hojico, pomagal in sem to kar sam treniral, kako bi brez hojice shodil, no. In tako mislim, da je bilo pri 5 letih je bilo, sem rekel, mam, jaz lahko hodim in me spustila in sem šel iz ene strani do druge in nisem potem potreboval več hojice, tako da je bilo to zelo veliko veselje. Veselje pa verjetno tudi kakšna solza, ne? Ja, tudi malo. Mislim, tista srečna solza. Srečna solza, ker to se starši nekako spomnimo, ne? Kako je to, ko ti otrok pride prvič nekaj korakov od tebi v naročje, ne? Ja, mislim, da je bilo pri 5 letih, ne? Ste bili takrat vi doma v družini? Ste bili že takrat kaj v vrtcu? Ja, tudi vrtec sem hodil v Mariboru. Je bila pač posebna skupinica, ne, kjer smo bili pač... Bolj invalidne osebe. Ja, čeprav ta beseda mi ni ravno všeč, ne, mogoče hendikepirani, lepša beseda. Lepša? Zakaj je to... Invalidi, to je tak, mislim, tak negativni, ne, prizvok, ne, to je kot neka napaka, ne. Je lepše hendikepiran? Ja, recimo, ja. Ali pa recimo na Poljskem ima zelo lepo besedo, nepevno spravne, kar pomeni, da nisi popolno sposoben v tem smislu, ne, bolj pozitiven. Ali pa zmanjšano sposobnost. Zmanjšano sposobnost, mogoče tega takega slovenščini, ja. Ja, bi bilo še boljše. Pa, kako pa, a ste vi to sprejemali, kako vas okolica sprejema? Ste to začutili
Kako so vas recimo vrstniki sprejeli? Ne zadnje toliko niste mogli z njimi laufati, ne? Ja, to je res, ja. Ampak ne, jaz sem se počutil kot normalen otrok, tako da. Mislim, tudi otroci, ki so bili pač navajeni od malega, ne, recimo prijatelji, in to ni noben dal nekega občutka, da sem jaz nekaj zdaj drugačen ali karkoli, ne. Tudi brata imam, tudi od me pač veliko. No, brat je prišel eno leto kasneje. Leto kasneje, ja. Torej, vi ste zdaj 44 star, brat je 43, da smo se izdali, ne? Ja. Ja. In Res, ja. brat je bil pa na nek način vas starejši brat, čeprav je bil mlajši, ne? Ja, na nek način, ja. Je skrbel za vas? Ja. Je bil pravi brat? Ja, dejansko on mi je dosti fizično pomagal, pač, ne vem, dvigoval me je tudi, pa recimo nogomet sva skupaj igrala tudi, ne, recimo. Ja, je bil, ja, zelo pomočno. Teda mogoče sem mu jaz bolj tak mentalno pomagal, ali pa ko sva kaj špičila, sem si kaj zmislil, jaz dejansko. On pa je bil, ja, dejansko sem bil glava, on pa je bil roke. Na nek način, ja. No, rok se pa še nisva dotaknila, ne? Z rokami so pa tudi bile, pa so težave, ne? Ker ja, dejansko z rokami je najbolj, no. Najbolj, ne? Ja. To se pa ne da operirati. Kot otroku so mi rekli, da bi najprej 18 dobil te umetne sklepe in pač so dali neko upanje. Pri enem ortopedu smo celo, da bi jih spremenili v drugo pozicijo, da bi jih zasukali navznoter, ne. Ampak jaz sem pač imel že neko pravilnost, ne. Dejansko, ne vem, sem šel sam na WC, kakorkoli, risal sem, pač veliko stvari, ne. Zato se potem nismo odločili, da mi zdaj spremenijo pozicije, ker bi se mogel vse učiti sam, ne. Tudi pišem, marsikaj lahko, no. Tudi s temi rokami. Verjetno je pa težje, ne, pri prehranjevanju, ne. Ja, zdaj žlica. Ja, ne, hraniti ne morem, ja, do ust. Ne morem se dotakniti obraza, ne. To je. Ker te sklepi ne delujejo dobro. Sklepi, ja, pravzaprav komolci. Ne komolci, ja. Koliko je bilo pa v vseh teh letih, ko ste odraščali, fizioterapije, recimo, koliko časa ste vi sploh preživeli v bolnišnicah, na pregledih? Največ kot dojenček tam, takrat otrok, 2-3 leta, ja. Potem smo imeli še terapije, fizioterapije, smo poskušali vse, pač roke, neke longete in vse to, ampak dejansko je to tako fiksno stanje, ko pač ni nekih sprememb, se pravi, ne gre na slabše, ne gre na boljše, ostane pač to, kot je. Koliko pa je, zdaj ne vem, upam, da se bom prav izrazil, to verjetno bolezen ni. To je stanje bolj. Neko stanje. Neko stanje. Ja. Koliko pa je takih podobnih stanj, kot jih imate vi, ne vem, na število prebivalcev? Ne vem, vas je veliko v Sloveniji? Ne, koliko sem prebral, ne bi bile, da bi se rodili 2 do 3 na 10 000. Aha, torej zelo malo, ne? Ja, tako da. Ste kakšnega vrstnika srečali s podobnim stanjem v svojem življenju? No, Niti ne? Ne, edino v članku sem prebral še o enem, drugače pa ne. Ne, je dosti redko. Zelo redko, ne? Res, ja. No, omenili ste, da ste hodili v vrtec, malce v oddelek, kjer so bili s podobnimi težavami. Kako je pa potem šolanje? Zdaj, vem, da ste bistri, ne? Torej, kar se tiče tega duševnega razvoja, če je bilo pri telesnem malce zaostanka, oziroma je pač prišlo do tega stanja, umsko, ne, ste pa na visoki ravni. Hvala. Ne, drugače pa, ja, osnovno šolo so nas pač, če ga lahko grdo rečem, strpali v Kamnik v tistem času, ne. Pa ste poznali vi Kamnik takrat? Ste vedeli za to? Kot otrok, zdaj, ne. 7 let star, ne? Ne, seveda ne. Ampak takrat so vztrajali. Moja mama je sicer vztrajala, da bi poskušali v čisto normalni šoli. Kje? Ne vem, kjerkoli, recimo v Hočah. Recimo, kjer ste bili doma? Ja, ker sem bil takrat v Rogozi doma. Ampak pač takrat so vztrajali, da Kamnik, da je to edino. Kdo so to vztrajali? Socialna, ja. Zdravniki? Pa tudi šole niso mogoče še bile pripravljene sprejeti kaj takega, ker so se mogoče bali, kakorkoli, no. Da ne bodo zmogli, ne? Da ne bodo zmogli, ali pa da bo kakšno dodatno delo za njih, ne. Damo roke stran, ne? Ja, lažje je. Lažje je, ja. Tako da potem, ja, tako da sem od 1. do 4.
hodil v Kamnik. Ampak to je bilo pa verjetno težko obdobje, ne? Ja, za otroka- Ker naenkrat brez staršev, ne? Ja. Zdaj sobote, nedelje doma? Ja, ker sem bil tam od ponedeljka do petka v internatu. Tako da so me ponedeljek pripeljali, v petek prišli po mene, redno, vedno. Ampak ja, je bilo kar naporno, kot za otroka. Ne. To je... Kaj je bilo najtežje? Slovo? Slovo, ja. Vsakič, pa to vsak teden. Vsak teden, ja. Ja, od brata, od družine, to je... Tako za njih, Res, ne? Se jim je isto verjetno paralo srce, ne? Isto, ja. Čeprav vsak, ne, si misli, sej bo pa verjetno tam fajn, ne? Sej, kaj ste se pa tam naučili, spoznali? Ja, tam pač neke rednosti, recimo, ker tam je bilo tudi organizirano popoldne, ne, in so pač nam pomagali naloge delati in to smo imeli prav organizirane ure. Mogoče to je bilo dost Red. pomoč, red, ja, ta red, ja. Nek urnik, ne? Ja, čeprav sem bil že od nekdaj, pač bolj redoljuben, no. A ja? Tako da ja, ja, tudi, pač tudi v torbici sem si zložil po vrsti, tako da je kar, ja. A je to že od doma prizgojeno, ali kako? Je tudi brat tak? Ne, on je pa čisto obratno. Tako da ja, to je zgleda prirojeno, ja, nekaj v meni. Jaz da tudi nimam tega prirojenega. Ja, smo različni, ne? Ja, Zato je smo pa fajn na različni. tem svetu, ne? Ja, res je. No, 4 leta ste bili v Kamniku, ne? 4 A leta, ste tudi z njimi hodili na letovanja, kakšna poleti? Mislim, da ne. Da ne. Ne, pravzaprav ker sem toliko bil tam, da sem bil čim več potem tudi doma, ne. Ste si želeli predvsem biti doma, ne? Ja, v tem smislu, ja. V tem smislu, ja. Ste pa hodili na morje? Ja, z družino. Takrat smo še hodili po 20 dni na morje, ja. Ker tudi jaz plavam zelo dobro, ne. No, Dan, jaz sem eden tistih, ne, ki rad pokukam za kom, ki je malce drugačen, ne. Ne s tistim, ne, zaničevalnim pogledom, ampak z radovednostjo, rad bi se približal, pa se v zadnjih letih, pa že dolga leta zelo rad približam, pogovarjam. Ste vi opazili poglede na hrbtu, da gledajo za vami? Ja, seveda. Se to čuti? So bili, ja, ampak to meni nikoli ni. Koliko pa je bilo takih, ki pa so pristopili, pa so se želeli družiti, pogovarjati z vami? Ja, tudi so prišli, ja, poprašali, ampak meni to nikoli ni bil problem, sem povedal, in to je to, vsi smo zadovoljni. In to je to, ja. Tako da, mislim, vsak človek je drugačen, ne. Se tudi vi pogledate, ne, za kom? Ja, seveda, ja. Recimo na vozičku, ne, kaj mu je, Mislim, ne? Na vozičku, pač vsakega človeka, ne, pač pogledam, Vsakega, ja. Vsak ima nekaj, ne, pač, jaz tako pravim, ne, da enim se pač bolj vidi, eni pa pač imajo bolj v glavi, ne. Ja, seveda. Ne, najhujše umitve so tako v glavi, ne. Vedno, ne. Tiste so ja. Pa tiste, ki si jih sami delamo, ne. Točno te, ja. Ja. Ja, No, kaj je potem po Kamniku bilo? Ja, potem je prišel taki trenutek, da so tam obnavljali ravno šolo, ko se je na začetku 5. razreda. In je moja mama seveda poskusila še enkrat, da bi le šel v normalno šolo in je šla vprašati v Hočah, če bi... Verjetno ste bili pa odličnjak, ne? Ja, tam sem bil en najboljših učencev. So verjetno petke tudi pomagale, ne? Same petke, ja. Mogoče malo pa res. Ja, tako da imate tudi vi nekaj zaslug, ne? Ja, nekaj pa že. Ja. Ampak ja, in potem sem res poskusil, sem šel pač kot poskusno dobo, tisti prvi teden, ampak to je tako steklo, da sem kar ostal. Enostavno. Tudi učenci so bili pripravljeni, recimo, ker pač rabim malo pomoči pri hranjenju, ne, pri malci, so pomagali, ni problema. So znali? Ja, smo se skupaj naučili. Tako da, pač sem povedal kak in ni bilo sploh težav v tem času, res. Takrat je bila še 8-letka? 8-letka. Vi ste šli še skozi 8-letko, ne? Ja. Skoraj nimate 9 razredov. Ne, nimam. Po 8-letki? Po 8-letki pa sem potem šel na srednjo ekonomsko šolo. Normalno, takrat sem študiral, šel na gimnazijo. Ampak spet je bila tu verjetno socialna, ne? Oziroma svetovalci. So vam kaj drugače svetovali? Ne, potem so pa prepustili. Prepustili, ja. Potem so me pač vzeli kot normalnega učenca. Se je že stvar spremenila, ja. Dobro, sicer uspeh je čisto malo padel, ampak sem bil prav dober,
tudi petke so bile. Tako da potem pa sem razmišljal, ali bi šel na gimnazijo ali ekonomsko, sem pač tuhtal. Sem rekel, vseeno boljše mislim, z ekonomske itak lahko tudi grem na pravno. Pa še tu nek poklic je. Tako da najprej ste to dokončali? Ja. Tudi matura potem? Matura, ja. Vse lepo je šlo skozi? Vse je šlo skozi, ja. Tudi štirke, tako da tudi kako je bilo pa pri teh predmetih, ne? Recimo risanje, likovni ali pa telovadba, kako se pa tu, kako gre to? Ja, prav na tej srednji šoli sem bil na nek način oproščen telovadbe, nisem rabil, čeprav bi me lahko vključili v kakšne... Za določene stvari, ne? Ja, nogomet recimo bi lahko igral ali karkoli. A to vam je, mislim, vse Mariborčanu pa nogomet, ne? Z bratom sva dosti igrala nogomet skupaj, ja, tako da sva bila res tak, mislim, tiste vaške ekipe, ko smo skupaj igrali, smo bila ene boljših, no. Ja, tako da, ko sva bila kar povezana, no. In kje ste bili zadaj, spredaj? Jaz sem bil na golu, tako da je bilo kar težko. So dali gol, jaz sem stal na golu, on je pa potem tam. Tako da, ko smo šli dvojice, je bilo kar težko. Torej, bi lahko ocenjevali tudi športno vzgojo, ne? Ja. Bi naredili, ne? Ja, dobro, malo bilo škoda, da me niso pač malo bolj vključili, no. Pa tudi drugače pri likovni lahko rišem, ne, sem tudi lepo risal. Sem tudi v osnovni šoli pri likovnem krožku bil, pa tako da, vse sem. Peli pa takrat, če niste, ne? Ne, sem tudi hodil. V osnovni šoli sem bil, od 1. do 4. razreda sem bil pri pevskem zboru. Takrat, ja, ampak to zelo dolgo nazaj. Solist pa ne? Ne, to pa ne. Ti še ne? Nastop pred javnostjo, nekako še ni šel, ne? Takrat. Ne, to je bil moj en hujših strahov, no, nastopanje v javnosti. Kaj pa potem, ko ste to srednjo šolo zaključili? Nekdaj sem sanjal, da bi bil pravnik, pravzaprav, ne, pač tudi denar je tam. Odvetnik, bogatih? Odvetnik, kakorkoli, ja. Tudi prek teh filmov, ne, ko so te ameriških predvsem, ja, mi je to, ker tam imajo predvsem dinamično to, ne, moraš res pamet noter vključiti, no. Tako da sem bil potem malo razočaran, no, na pravni, mislim. Ni bilo to? Ni mi to bilo to, ja. Ste pa naredili, sem pa zaključil sem. No in tam sem jaz potem ki ste mi malce svoj življenjepis poslali, malce narobe razumel, ne? Aha, sem rekel, ne, svojo bivšo zdaj že, ne, ženo, ne, ste pa spoznali na pravni fakulteti. Ko sem bil na pravni fakulteti, ja. V tistem obdobju ste je spoznali, ne? Ja, v tistem obdobju, ja. Ni pa bila vaša še šolka, ne? Ne, ker je na Poljskem hodila, ne, v šolo. Na Poljskem je hodila v šolo, ja. In takrat ste se videla spoznavala? Ja. V angleškem jeziku? Ja, tako, ja. V angleškem jeziku. Poljsko niste znali še takrat? Ne, takrat ne, takrat še ne. Ona pa tudi ne slovenska, ne? Ne, tudi ne. Da so se v angleščini pogovarjala. In so iskrice preskočila? Kak? Iskrice preskočile? Ja, sva se pogovarjala, sva se navezala in iz tega potem tudi sva šla na morje. Ja, takrat sva se tudi zaročila že na morju. In potem po letu po pol sva se poročila. In potem 17 let. In kako vas je ona sprejela? Tako? Kako zdaj gledate to nazaj? Ker sva se spoznala preko interneta, je spoznala res pač mene kot osebo, ne, v tem smislu in se verjetno tudi, sklepam, pač na mene navezala kot tak. In potem je tudi sprejela to v živo, mogoče pač skozi to pač. Pa vas je bilo strah? Kako je to? Mislim, sej nas je vedno strah, ne? Nekaj je po elektronski pošti, malo nas je vedno kaj novega strah. Tako da ja, ampak ne, takrat je bilo kar tak, no, ker sva se zelo dobro pač pogovarjala in to, sva se navezala, no, na nek način. In sad te ljubezni, ne? Ja. Je sinko, ne? Je sin, ja. Adrian, kdo je zbral tako lepo ime? Ja, sem zbral to ime. Uči, more, Adrian. Ja, Adrian, ja. Sem jaz izbral. Tudi zato pač, da mislim, da je ime dejansko lažje izgovorljivo, tako Poljakom in kot Slovencem, tako da sem izbral nekaj takega. Ampak ja. Ste potem spostavili te sorodstvene povezave tudi z ženimi sorodniki? Ja, seveda, ja. Ste tudi sami obiskali Poljsko? Dejansko takrat je bila ta možnost, ne, ko sem pač bil na pravni fakulteti, da sem lahko bil tudi par mesecev tam, par mesecev tukaj, ne, in sem lahko malo kombiniral. Tako da ste videli nekaj sveta, ne? Ja, nekaj Poljske, tako da bi rekel. Ja, je lepa? Ja,
tako vsaka država ima tudi lepe in pač Ma, manj slabe lepe stvari, stvari. tako si, ne. Tako da, ja. Naučili ste se pa tudi poljsko. Ja, poljsko tekoče govori. Žena, mislim, kako ime je Magdalena. Magdalena je prej dejala, da ste pa potem malce pozabili hrvaško. Ne? Ja, to mi je kot da mi je nadomestilo hrvaški jezik. Ker to smo nekako znali. Ne? Ja, to smo znali, ja. Športske novosti smo brali, ne, ne vem, če ste vi tudi. Ja, pa mislim, vsako leto smo šli za 20 dni na morje. Moš znati, ne? Ja, poslušaš kot otrok pa se tako hitro naučiš jezika. Ne. In potem Tudi ste sin malce govori. to malo izgubili, ne? Ja, A ste se pa poljsko naučili? jaz ne? sem se pa poljsko. Čisto vam gre tako, če to. Ja, čisto tekoče se lahko normalno pogovarjam. Lahko nekaj vprašate, ne se tudi odgovorite. Ja, kako je, ne vem. Ne vem, kaj bi rekel zdaj. Ne vem, kako vprašanje. Ja, ne vem, kako je delati intervju, ne? Jak robić intervju. Ja, fajn, super. Nekaj podobnega. Kar, ja. podobnega. V glavnem, to, ki uporabljate to poljščino še, Zdaj ne? manj, ja. ker Zdaj se je manj, ja. Magdalena tudi zelo dobro naučila slovensko. Potem, Tako, ne? ja. Tako, Ja. ne. Ampak z njenimi starši sem se dejansko pogovarjal polsko. No. Tako da, taki čas. Še vedno? Mislim, ja, nek stik še imam z očetom, pač mame več ni njene. Tako da. Aha. Je pa tako, ne, sta pa ostala kljub vsemu, ne, čeprav sta šla na razen. Ne, Ja, zelo dobro. Zelo dobro. dobri Tudi odnosi. bivša žena, že nekdanja je že, a je še ta ločitveni postopek. Ločitveni še? postopek. Ne. Ja, Je zdaj vaša asistentka, ne? Ja, je še vedno asistentka. Tako, ja. Ker vam pripada, ne, kako gre to? Ja, Vi osebno ste, asistenco. kakšen status imate vi? Ste invalidsko pokojeni? Ja, kako se reče to? nesposobna za delo. Tako. Tak je In status, vi ja. prejemate pač Ja, dejansko takrat. Plačo, ali kako se ja, reče, pokojnino. družinsko pokojnino plus neka razlika, tako da je isto kot da bi invalidnino. Ne. aha, Ja, ker takrat sem jaz dobival invalidnino, ki je bila dosti nizka. to je po očetu, ne? Najprej invalidnino pač po sebi. Ne. Po sebi, ja. Ja. Potem pa pač je oče umrl, ne, in sem potem zaprosil za družinsko pokojnino, ker je bila čisto malo višja, sicer je bilo to 15 evrov, kakorkoli, ampak več je Verjetno je bilo. pa Ne. to ena položnica, ne? Tako, ja, res je. Ja. Človek mora izkoristiti tisto, kar mu država ponuja, ne? Če za to ve. Pa je naša država takšna, pa razne te socialne ustanove, da povedo, kaj posamezniku pripada. Jaz se mora kar sam malce. Ne ravno, ja. Ne ravno, Ne ne? ravno, To ja. še malce fali, ne? Ja, malo manjka. Tukaj. Se je kar dobro v kakšno društvo vključiti, ne? Da kaj izveš. Ste v kakšnem društvu vključeni? Vmes sem bil samo v društvu dijakov, študentov. A to je- Društvo študentov invalidov, drugače pa ne, ker pač jaz imam, ne vem, tako posebno stanje, ko pač ni neke Ni društva, ne? ni toliko teh No, primerov. jaz, ko sem no, vas zato, ja. po telefonu vprašal, ne, sem te prvo dejal, ne, če ste nedonošenček, ne, glede na to, da ste peli na Ja. tem dobrodelnem koncertu. Drugo, kar pa je, če imate mogoče cerebralno paralizo. Ne, Ne, no, pa ste potem povedali, Ja, ne, čisto nekaj. zdaj teh je več, ne, teh, z vašim stanjem jih je pa manj. Ne. Ja, ja. Tako je. Ampak dobro, tudi bi rad rekel, ne, da to moje stanje ne, jemljem kot darilo na nek način. Ne, ker pač jaz sem danes takšen, kot sem, tudi zaradi tega. Ne. Tem pač to bi rad poudaril. No, ne gledam tega kot neko breme ali oviro ali kakorkoli. Ne. Ampak kot darilo. Kot darilo. Ja. Res je. Tako. Tudi to, da sva šla z ženo na razen, gledam kot darilo. No, Na sej, nek to način. sta pa na nek način tudi fenomen. Ne? Zdaj največkrat prebiramo tiste črno kroniko, ne? Kdo bere, ne? Kako se prepirajo potem, ko gredo na razen, ne? Vidi pa tako lepo Ja, sodelujete. kar hitro. In moram reči, ne, ko sva midva snemalcem prišla v vaše stanovanje, seveda zagledam to vašo bivšo ženo, nisem jo poznal in potem, ko sem slišal, da je to vaša Magdalena, opa, super, ne? Ja. Tedva pa nista skregana. Ne, nisva. Ne. Ja, to je lepo, ne. Ne, daleč od tega, tudi zaradi Adriana. Ne. Mislim, otrok dejansko tu, če se kregajo starši, to dejansko se trpi pač otrok najbolj. Ne. Tudi ta potikanja, ne vem, šimfanja, kakorkoli, to dejansko gre vse na otroka. Ne. In ste to prihranili otroku, ne? Absolutno. Pa Kar tudi je drugače se dobro razumeva. Ne. Mislim,
Lahko rečem, da sva zdaj kot neko brat pa sestra, recimo, v takem kar je smislu lepo, ne. bolj, ja. Ampak, ko ste pa že prej dejali, ne, iskrice pa nikoli ne počivajo, ne? Iskrice, ja. In so poskočile, ne? So poskočile, ja. Na tem dobrodelnem koncertu, celo na odru sva se spoznala z Anjo. Anja je Pusta Klajvic je takrat povezovala. Je To je povezovala, ena, brez lahko rečem, boljših slovenskih pevk. Res je. Žal, premalo izkoriščena je, kako se bi temu reklo. Res je. Res prekrasen glas. Je pa seveda Anja od rojstva slepa, ne? Ja, res je. In kako, kdo je bil tisti, ne? To je, lahko bi rekel, ne vem, kot ljubezen na prvi čut, bi rekel, na nek način, no. Oba sva se nekako začutila. Ne, in Že na odru. Ja, A je že na vajah? ja, že na odru, ne, prej pa ne, na odru, pravzaprav na odru. Na odru. Je že tista tak, Ko so neka povabili iskrica. vse, ko ste vsi stali na Ja, stopoči. sva takrat spregovorila par besed. In, Ana s svojim milim, Ja. nežnim glasom, ne? Ja, seveda, očara takoj. Tako da ja, potem, ko že veš, da je ljubezen tvojega življenja, ne, v tem smislu, ne, ko oba veva, ko oba to čutiva, zato je tudi kar hitro. In je bilo tudi potem hitro objavljeno na socialnih omrežjih. Res zelo hitro, ja. Tako da ja. Damjan je v razmerju, ne? Ja, v razmerju, ja. Ja. No in zdaj sta se našla, ne? Sva se našla, ja. Glede na to, da oba pojeta, ne? Tudi to, ja. Imamo veliko skupnih interesov, ja. Tudi oba pojeva, ne vem, meditirava, se s tem ukvarjava. No, sej vi ste potem, ko ste to pravno fakulteto zaključili, ne? Ste kje razmišljali, da bi se pa mogoče v te pravne vode spustili? Zdaj, kaj to pomeni, da bi morali potem pustiti to pokojnino, pa vse tisto, kar je, pa se zaposliti? Pa se zaposliti, ja. Tako je. Ampak ste že rekli, da ste bili malce razočarani, ste se šolali, ne? Ja, zelo razočaran, ja. Pač zelo togo je pač to pravo in to pri nas, tudi na sodišču, ko sem gledal te primere in to, da me potem to me je čisto odvrnilo, no. Sem pa že od malega pač pri računalniku bil veliko, tako da mi je to bliže, no. Kaj z Tako da računalnikom sem tudi delal? kaki, ne vem, film prevedel, podnapise. A res, da? Ja, Vam tudi gre? imam, ja. Kateri jeziki pa vam grejo? Tako, Ja, prav grejo je pač še angleščina pa poljščina. Drugače pa tudi razumem hrvaščino, pa nekaj nemščine, tako da. Ampak pesmi Čota Zanjo, ki skupaj bosta pa Bova, ja, slovenske. so plani. Ja, so Slovenske, načrti, tudi ja. sama kaj napisala, tudi Bova sami tudi kaj pišete. Bova, ja, tudi sam, ja, Ker sem za Anjo začel. vem, ne, da Ja, piše. ja. Dejansko, bratu sem napisal en rap, ko je za šolo, pač skupaj sva napisala, pa potem nastopal on, tako da, pa tudi pri slovenščini sem eno pesmico napisal, tako da imam zgledal to v sebi in sem zdaj prav v zadnjem letu sem še to želel in tako da imam že nekaj rimov in to, tako da sem že začel napisati. Imate kaj težave pri pisanju glede na stanje? Na Ste računalniku hitri? sploh ne, ja, zelo. Zdaj, ko si mi zdaj zelo. Na računalniku je pišemo, zelo je to hitro. hitro, ne? Ja, zelo hitro. Tako da ni nobene spremembe. Tudi ne rabim nobenih pripomočkov pri računalniku, recimo. Da gre. Ne, vse nič. Tako da. Zdaj, prej ste dejali, ne, da teh javnih nastopov imate tremo, ne? Ja, začel sem z zelo veliko tremo. Pravzaprav. Ampak kako ste si jo nekako premagali, no? Zdaj, vi ste šli nekam, tudi en tečaj, kako usposabljanje? Ja, praktika hipnoze pri Aleksandru Šinigojevem, Mastermind Akademija. Pravzaprav se je tako začelo, ne, da ko sva pač zaključila za ženo, ne, sem rekel, tu pa imam jaz en veliki strah in ga želim premagati. In sem rekel, prav, se bom začel učiti pet, ne, in to je zelo, zgleda je to bilo od nekdaj v meni, neka ta želja. Začetek je bil zelo težek, ker nisem upal niti za pet pred učiteljico. Tako da so bili zelo naporni začetki. In potem vmes pa sem še potem videl ta zastonj seminar za praktika hipnoze in me čisto pač noter potegnilo, kako ne rečem po domače. Vas je tudi hipnotiziral kaj? Ste Hipnozira. takšni, da se pstite? Ne, to je napačno prepričanje. Ja, ja, Ne ne gre, vem. Ja, ne gre, ne ne. To Ne. ni taka ni to hipnoza. Dejansko hipnotizirajo nas vsakodnevno, ne, televizija,
Tudi mi dva se zdaj Hipnotizirava. hipnotizirava. Ja. Tudi mi sami sebe hipnotiziramo, ko imamo misli, razmišljamo. Ne, naprimer, nisem dovolj dober. Ne. In to je hipnoza. Ne. No, čeprav jaz poznam Recimo, tudi, te klasične hipnoze, ne, ki smo jih otroci To je kot odrska, predstave, ja. odrska, ne, kjer so nekateri bili kar globoko nekje v enem transu, Ja, ne, ker pa so izvajali stvari, ne. Se zdaj Izberejo takšne, Izberejo, ki sodelujejo. Oni se lahko v vsakem sekundi Mene so zbudijo. vedno iz odra poslali. Ja, ker mogoče Jaz sem si niste pa tako bili dovolj. želel, Ja. Ne, Ne, zato. nisem prijemal, kako Ne, gledal. ne, ja. Ja. Drugače, oni bi se tudi lahko kadarkoli zbudili. To ni tako, da jih on ima pod nadzorom. To je Aha. samo, ja, pač igra. Aha, tisto, kar vidimo po televizijah. pa Točno mislimo, to. Ja. Ja, seveda. No in to vam je dalo potem tudi pogum, kako nekako samozavest, da ste Ja. potem lažje nastopali. Ne samo to, ne, tudi mislim, hipnoza opolnomoči, ne, zato ker začneš razmišljati, ok, sem sposoben, sem pevec, dobro pojem, začneš pozitivno že s tem tu razmišljati. Ampak zraven smo dobili še podporno skupino, ljudi sem spoznal, smo vadili skupaj, so me podpirali. Tam je tudi mi dala priložnost za prvi nastop. Maja je bil takrat. A Maja že lani? Ja, prvi takrat je nastop. bila razstava fraktalnih risb. To je tisto, ko z zaprtimi očmi riš. In je rekla, ti bi lahko nastopil, ne? Ker je bila razstava, pred razstavo, lepo. In takrat sem se zelo bal. In ta hipnoza je rekla, gledaj, moraš se odločiti. Ja, moraš reči, takoj. Pa pol razmišljaj, kaj bo iz tega. Aha. In prva pesem je bila? Imagine. Ja, Imagine je bila tista prva pesem. John Lennon, ne? Naučil sem se pa prav prva pesem, je pa bila Father and Son. Tako da Cat Stevens, ne. To pa sem tudi malo pač povezal z očetom, ker oče je bil tudi kitarist, no, je bil, tako da to zgleda je nekje. A ste ob rojstnih dnevnih meni. praznikih prepevali doma? Ne, ravno to, ne, nisem to pa ni bilo. Ne. Tako da, ampak očitno je bilo to nekaj. Je, v krvi, ne? V srednji šoli pa so bili taki momenti, ja, da je sošolec je prinesel kitaro in jaz sem se že takoj prvi zraven postavil in sem pel z njim. Aha. To pa mi je bilo, ja, očitno je bilo to v meni, no. No, te nastopi so se pa potem vrstili po tistem 1. majskem, so vas vabili. Ja, se to, ne, pri tej hipnozi je bilo tudi to, da so me potisnili dejansko na oder in sem tam potem tudi, ko smo imeli v živo vse te srečanja, sem na koncu moral nastopiti. Ne? Pač potisnili so me na oder in to dejansko to je najbolj pripomoglo tudi, ne? Pač ta akcija, da stopiš, da narediš ta korak in zapoješ. No in potem je prišlo povabilo tudi iz Šmarca, ne? Ja, tako ja. Sem ta posnetek, ko sem tam nastopal na tej hipnozi, sem dal na Facebook. In potem so očitno toliko dalje delili, da je prišlo do Simona, ker ni bil moj prijatelj na Facebooku še takrat. Simon Zorman. Simon Zorman, ja. Vodja skupine Eccentrics. Tako je. Tako je, ja. In me je potem povabil na ta dobrodelni koncert. In tudi sem pač malo, ampak ker sem si že imel prakso to, pa sem rekel, ja, takoj, da bom prišel. In je bilo to se je super, izkazalo, ja, kot res nekaj lepšega. In veste, ne, da vsako leto na zasavskih humanitarnih tekih, ne, prepevajo tako Anja, kot Eccentrics, pa seveda zadnje leta tudi moja vnučka Lea. Ja, zelo lepo. Tako da septembra bo, ne? Septembra bo. Damjan, vabljeni. Hvala, z veseljem. Ja, nekaj naštudirati, ne, kaj fajnih. Mislim, da bova takrat že za njo skupaj, kaj? Sva že pela drugače za Silvestrova. Kakšno lepo doma. Ja, Božična želja, mislim, da sva zapela skupaj, ja. To je sicer njena pesem, ampak sva skupaj zapela. Pa ne bodi kot drugi, to sva še tudi skupaj zapela. Damjan, če malce pogledate v svoje življenje, ne? Jaz tudi, če pogledam v svoje življenje in si rečem, kaj je tisto, kar se mi je najlepše zgodilo, seveda prva ljubezen pa tako naprej, ampak ne, ko prvič nekako pokuka na svet nekaj tvojega, ne? Sin, ja, to je. Sem bil tudi zraven, se tudi prerezal podkovino, tako da, ja. To je bilo, ja, to pa res. Poseben občutek, ne? Neverjetno občutek. To se nikoli ne pozabi. Nikoli. Odločila ste se pa za enega? Za enega, ja. Je bilo to čisto zavestna odločitev? Glede na to, da ste vi iz družine, kjer sta dva, ne? Ja, seveda, ja. Želel sem si skozi dva, to je res.
ampak pač v mojem primeru, ker jaz ga nisem mogel dvigovati in to, je bilo pač mogoče malo težje, pa takrat še ni bilo asistence, da bi bila pomoč še kdo drug v tem primeru, tako da je bilo pač malo težje, no. In zato so potem tudi ostala pri enem v tem primeru. Omenili ste asistence, ne? Zdaj je to prava smer države, ki je nekako za to poskrbela? Ja, absolutno. Ker sicer kaj ostane potem osebam, ki imajo določene težave pri normalnem življenju, ne? Dom, varstveno-delovni centri. Ja, to pa, mislim, glede na moje izkušnje. Sicer so zdaj tudi nek projekti, ne, kako vključenost v družbo, kako lahko sami živijo, pa se jim potem pomaga na različne načine. Ne. Ja, s teboj lahko recimo ta projekt. Ja, meni je to dalo zelo veliko samostojnost. In tudi v tem letu sem dejansko postal zelo samostojen. Tudi na morje sem šel z asistentom dejansko, ne, sam. Vi imate zdaj, torej Magdalena je vaša asistentka, ne? Ja. Potem vaš brat. Ja, pa še ena zunanja. Pa še ena zunanja, ne? To mora pa biti, ne, take nije. Ja, mora biti, ja. Ja, ker to pač je na nek način nek tak tudi intimnejši, ne rečem pač čisto, ne, ampak je nek tak odnos, ne, poseben, osebni odnos, bi mogoče lahko rekel, ja. Tako da, ja, sigurno mora biti razumevanje z obeh strani in neko sočutje mora biti, ne. Ja, zagotovo. Damjan, midva sva se nekako kar precej dobro oborožila, ne, z vodo, ne. Ja. Sem mislila, da se nama bo kaj zatikalo. A bi kaj popili? Ja. Tole je vaše. Prosim. Vam lahko dam? Ja, prosim. Kako? Takole? Lahko spustim? Takole si vi, Ja. vam kozarček natočijo. Ja, in pa potem lahko potem dvignem, tako je. Se je bilo to težko navaditi, ampak Ne, to je mislim- raslo z vami, ne? Ja, to je enostavno, ja. Enostavno, ja, to pač, ker pač ne gre z rokami. To je del Ja, vašega življenja. Del, ja. Tako kot vsak, ne, človek tudi si po svoje prilagodi, kaj mu pač, kak mu je najlažje. Evo, dame, vidva sva zdaj prišla do konca enega pogovora. Mogoče samo še to, kakšni načrti za prihodnost, dobro, glasbeni, ne, to je zagotovo. Glasbeni, ja, absolutno. Za njo kakšen duet, ne. Ja, za njo absolutno bo Ja. skupaj na odrih še. To seveda. Torej septembra v Trbovlju na dobrodelni koncert za osebe z multipno sklerozo, ne. Aha, ja, seveda. Ja, To, no. mislim, vsakošno priložnost, ne, če bo pač za na oder bom zagrabil, to je tudi trenutno pač nek moj glavni cilj. Avtomobila pa ne vozite, ne. Avtomobila pa ne morem, ne. To pa potrebujete potem to asistenco. Prevoz, ne, ja, da vas asistenco, nekdo kakorkoli, pelje. ja. Pa ste imeli kdaj željo, ne? Ker pač to... Sem pa go-karda enkrat vozil, tako da. In? Ja, super, no. Ja, zelo ga dober razbili? občutek, ne. Ne? Enkrat me je obrnilo sicer, ampak sem naprej peljal. Glede na to, da ste igrali nogomet, ne? Ja. Maribor, ne? Ne za Olimpijo, ne? Za Maribor navijate, ne? A? Ja, sicer sem pač za sebe igral. Ja. Ampak ja. Drugače pa, če gledate Ja. v Sloveniji za Maribor, kaj pa tole svetovno prvenstvo, ki je bilo... Nisem gledal. Ne. Ne, dejansko pač nimam televizije, ker si pač na internetu bolj ali manj spremljam na tak način. To je finale. Nisem gledal. Vetrman. Vem pa. Je bilo zasluženo? Koliko? Ja, Messi, ne? Messi. Je tudi vaš... Ja, zasluženo, ja. Messi, ja. Kaj pa v Seveda, si je Mariboru je zaslužil bil, resnično. v Mariboru je bil pa Tavares, tisti. Zdaj, menda Moram priznati, menda je sin podpisal pogodbo. Moram priznati, da nisem tak, recimo sem res gledal bolj Slovenijo, kot ko so bile tekme. Recimo, Aha, samo ja. Slovenijo sem pogledal in to mi je bilo dovolj na nek način. Nisem se tako prilepil na televizijo, no, bi rekel, no. V takem smislu. No. Kot se nekateri. Ja. Pa otroci na računalniku, Jo, ne? ja. Igrice. Ja, res je. Kuga sodobnega časa, ne? Lahko rečemo. Ja. Čeprav imajo tudi dobre strani. Ma je, vsaka stvar ima nekatere, kakšno dobro, ne. Jaz sem Ja. se recimo na tak način angleško naučil. Naprimer, ne. Ker pač računalniki ne govorijo ravno, takrat niso sploh govorili še slovenskega jezika. Se je bilo treba, ne? Ja. Ja.
res, ja. Zdaj vidim, da je tiste čaje, hipnoza, pa ne vem kaj še vse, kar fajn šel skozi, ne? Ker treme ni, ne, vidim. Ja, je pomagalo, res. Je pomagalo, ne. Res, priporočam, res. Ja, to je prvi. Tako da sem tudi praktik s Prvi hipnoze intervju in imam tole, ne. prvi intervju je to, ja. In je šlo, ne. Je šlo, ja. Ma ja. Imam tudi certifikat praktika hipnoze, tako da. Tako da, Lahko tudi. če jaz pridem na kakšen Lahko. tečaj, ne, ja. Damjan, hvala za vse, Najlepša kar ste hvala tudi povedali, pa veliko uspehov, ne, še naprej, ne. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Ti nikad nisi ni v šali o ljubavi sa mnom probala. Uvijek si neke odlikaše kraj sebe kot cuke vodala. Al ko sam Boga zna, kada Bože postaje grože. Al ko sam Boga zna, odakle to i kako dođe. Kad si rekla da me voliš, Pogledaj sam, skoro da sam sjedi starac koji je opsjedan. Još sam ovaj isti, što bi dao sve, na čemu mi zavide, samo za taj tren, da tvoj moje oči vide. Da sigurna i spavaš, imaš ti pojma, je samo sad. Da ti ništa znači ako čuješ, dolazim do neki grad, da mi kažem da te volim, zadnji put da izgovorim to. Volim tijelo tvoje, kao što nikad nije gorilo. Kad si rekla da me voliš, zadnji put, kad si rekla to.
Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.